Danes se pogovarjamo o najnovejši knjigi Tomaža Mastnaka z naslovom Črna internacionala, vojna, veliki biznis in vpeljava neoliberalizma. Za začetek morda par besed o avtorju. Tomaž Mastnak je politični filozof, zgodovinar političnih idej, tudi jedek politični mislec, kar lahko zadnja leta beremo recimo v njegovih kolumnah v Dnevniku. Poklicna pot ga je vodila skozi več institucij. Sprva je bil urednik družboslovja na Cankarjevi založbi, ko so take založbe še izdajale družboslovje. Potem je bil na Marksističnem centru, dokler ga niso tam nagnali. Nato je nadaljeval pot na ZRC SAZU, na tej ustanovi, zadnja leta pa živi v ZDA in deluje tudi na Princetonu. Knjiga je vsebinsko gledano kritika in dopolnitev Foucaultjevega prikaza uvedbe neoliberalizma v Nemčiji leta 1948. Verjetno ste vsaj nekateri med vami brali Foucaultjevo knjigo, ki je nastala po njegovih predavanjih z naslovom Rojstvo biopolitike. To je v bistvu knjiga o rojstvu neoliberalizma. Foucault je začetek neoliberalizma lociral v Erhardov govor, nemškega takratnega politika Erharda, in ga je nekako izpeljal iz sfere idej. Ključna zadeva, ki naj bi botrovala uspehu implementacije neoliberalne ideje, naj bi bil po Foucaultu legitimacijski problem, se pravi, na katerem upravičenju naj bi temeljila obnova nemške državne suverenosti. Nemčija je bila takrat seveda razkosana med štiri zmagovalne sile druge svetovne vojne, bila je okupirana. Ampak, kot pravi Tomaž, Foucaultjev problem v tej interpretaciji je ta, da je spregledal vrsto političnih in ideoloških bojev, ki so odločilno vplivali na to, da je bil neoliberalizem na koncu v Nemčiji uveden, in spregledal je tudi to, kdo ga je uvedel in čemu ga je uvedel. Uvedla ga je ameriška vojaška oblast pod močnim lobističnim vplivom ameriškega biznisa. Avtor v knjigi sistematično obdela celotni kontekst, ki ga je Foucault izpustil, in sicer ameriško okupacijo Nemčije, interesne in ideološke boje v ameriški politiki, hladnovojni antikomunizem, ki je postal vodilno stališče ameriške politike, prepletenost poslovnih interesov in tudi ideološko bližino med ameriško desnico in nacističnim biznisom, raznolikost nemške protinacistične opozicije, blokado denacifikacije, ki jo je uveljavila ameriška vojaška uprava, in naposled po vsem tem okupatorjevo eksperimentalno uvedbo neoliberalnega režima, v katerem so veliki zasebni poslovni interesi nadrejeni javni oblasti. Da uvedba neoliberalizma leta 1948 ni bila neka spontana in nekonfliktna emanacija in realizacija ideje, ki bi prišla iz intelektualnih krogov, kaže to, da so sindikati nanjo odgovorili z organizacijo demonstracij, ki se jih je udeležilo kar 9 milijonov ljudi. Knjiga je po moji oceni eruditsko, interpretativno in seveda pri Tomažu kot vedno tudi slogovno izjemna mojstrovina. Upam, da ne boš užaljen, če rečem, da jo razumem kot tvoje življenjsko delo. Hvala. Metoda knjige je ta, da skuša razumeti politično zgodovino skozi analizo takratne politične misli, pri čemer pa seveda upošteva institucionalni in dogodkovni kontekst. Metoda tega pogovora, kot sem si jo zamislil, je pa tale. Po tem le kratkem povzetku knjige bom Tomažu Mastnaku postavil serijo vprašanj. Ta vprašanja sprašujejo predvsem o vsebinskih vrzelih v knjigi. Formulirana bojo tako, da bojo podala tudi predstavitev določenega vsebinskega sklopa v knjigi. Seveda večina vas te knjige verjetno še ni brala, ampak vendarle bo ta pogovor vsebinsko učinkoval kot že njena nadgradnja in dopolnitev. Hkrati pa upam, da vas bo tudi nivo razprave prepričal o tem, da je knjiga atraktivna in je vredna nakupa in branja. Še informacija o nakupu. Knjigo lahko nocoj tamle zadaj v knjigarni Azil kupite s popustom in knjigarna bo odprta tudi še po koncu tega pogovora,
za katerega ta hip še ne vemo, koliko časa bo trajal, ampak jaz sem pripravil materijala verjetno za kakšen teden debate. No, vseeno ne bo tako hudo. Najboljše, da kar začnemo. Najprej morda nekaj vprašanj o liberalizmu, ker en velik del tvoje knjige se ukvarja z raziskavo razlik med različnimi tokovi liberalne misli v prvi polovici 20. stoletja in potem seveda tudi v obdobju neposredno po koncu druge svetovne vojne, ko je bilo na mizi nemško vprašanje, kaj narediti z Nemčijo. Omenjaš in se ukvarjaš na eni strani z britanskimi novimi liberalci, na drugi strani z nemškimi ordoliberalci in potem seveda tretja opcija so bili neoliberalci oziroma so še vedno. Britanski novi liberalci in pa ordoliberalci so spoznali, da je liberalni gospodarski razvoj privedel do koncentracije kapitala v kartele in do hudih neenakosti. In v tem spričo tega so se zavzeli za aktivnejšo vlogo države pri regulaciji gospodarstva. Na drugi strani so seveda neoliberalci temu nasprotovali, zagovarjali so interese koncentriranega kapitala, pa tudi uporabo represivnih aparatov države proti delavskemu gibanju, podprli so tudi nastop fašizma pred drugo svetovno vojno. Praviš, da so novi liberalci, ki so se formirali že pred prvo svetovno vojno in vzponom nacifašizma, prepoznali, da je liberalizem 19. stoletja zašel v krizo. Medtem ko so neoliberalci zavračali tezo o inherentni krizi liberalizma in so namesto tega trdili, da je liberalizem napaden od zunaj, da je torej problem socializem, ki napada liberalizem. Zanima me tole, v čem točno je bila kriza liberalizma, ki je nastopila nekako konec 19. in v začetku 20. stoletja. Je šlo za zastarelost liberalnih idej glede na novi socialni kontekst? To je ena možnost, pač v luči tega, da je formiranje kapitalizma s koncentriranim institucionalnim lastništvom kapitala in financializacijo pač ni več ustrezalo izvorni liberalni normativni teoriji osebne svobode, katere socialna predpostavka je bilo individualno podjetništvo. Drugi možni odgovor, ki ga vidim, je ta, da je šlo preprosto za nemoč ali pa nepripravljenost liberalcev odgovoriti na vse bolj pereče socialno vprašanje. Gre morda za nekaj tretjega, namreč, da je uveljavljanje interesov lastnikov nasproti preteči socialistični alternativi vse bolj klicalo po neliberalni represiji. Skratka, v čem točno je bila tista kriza liberalizma, ki je bila izhodišče za intelektualno razpravo med liberalci različnih usmeritev? Zahvaljujem se za predstavitev najprej, ne pa poskušal odgovarjati na vprašanja. O krizi liberalizma se začne govoriti na prehodu iz 19. v 20. stoletje ravno v Veliki Britaniji. O njej začnejo govoriti skupina levo-liberalnih intelektualcev, ki se jo prime ime novi liberalci. Ta oznaka je nakazovala razliko med njimi in starimi liberalci 19. stoletja. Na 19. stoletje gledamo konvencionalno, ampak tudi zato je osnova kot na stoletje liberalističnega zmagoslavja. In novi liberalci opozarjajo, da medtem ko je liberalizem ustvaril nov svet po svoji podobi, takrat na prehodu iz enega stoletja v drugo ni bil več sposoben odgovoriti na probleme, ki jih je ustvarilo njegovo zmagoslavje. Med temi problemi sta predvsem pomembna dva. En je socialno vprašanje, skratka izjemno naraščanje socialnih neenakosti in razširjajoč kljub industrijskemu napredku in tako naprej, razširjajoča se revščina širokih slojev prebivalstva. Drug vidik
te krize je bil imperializem. Skratka, nezmožnost reševanja konfliktnih interesov med razvitimi liberalističnimi državami. Novi liberalci opozarjajo tudi na to, da je to obdobje, v katerem se začne kazati kriza demokracije, skratka, da je kriza liberalizma in nepripravljenost, pa nezmožnost starega liberalizma, da je na to krizo odgovoril, začne spodjedati demokracijo. Kar se vidi v tem, da volitve kot tisti mehanizem, ključni mehanizem vzpostavljanja oblasti izgubljajo na pomenu, da postajajo množični mediji, takrat še ne elektronski, eden od oddelkov velikega biznisa in manipulirajo ljudi in opozarjajo celo na pretečo nevarnost političnega pojava, onemu rečejo takrat cezarizem, ki se 10 let recimo po teh opozorilih začne v Italiji realizirati kot fašizem. Ker liberalizem na te probleme, ki jih ustvaril, ni znal ali ni hotel odgovoriti, so bile liberalistične ideje diskreditirane. Skratka, v javnosti se je ustvaril nek ciničen, kritičen in zavračajoč odnos do liberalnih idej. Opozarjali so na to, da zgolj sklicevanje na politično svobodo, ki so jo videli v tem, da ljudje imajo pravico, da imajo ljudje volilno pravico, ni dovolj in da je edina smiselna svoboda tista, ki je utemeljena na enakosti tudi, skratka equal freedom. Kar se seveda zahteva spoprijem z socialnim vprašanjem, spoprijem s socialnim vprašanjem pa zahteva poseg države v ekonomijo in poseg države v redistribucijo ustvarjenega dohodka. Z posegom države v redistribucijo tega ustvarjenega dohodka in s progresivnim obdavčenjem bi se med drugim ustvarjala sredstva za reševanje socialnega vprašanja. Represija, ki postaja očitna v tistem času, o kateri govoriš, po moje ni neliberalna represija, ampak je ravno liberalna represija. Liberalizem se ni nikdar obotavljal uporabiti represije proti nasprotnikom svojega režima. Od tega tem lahko beremo pri Marxu prvič, v času 18. primerja in ta logika se nadaljuje. Nujnost posega po represiji pa izhaja iz nepripravljenosti ali pa nezmožnosti reševanja problemov. In najlepši način, da se legitimira v navednicah nereševanje problema je v tem, da se razglasi za glavni problem to, da je liberalizem pod napadom. Skratka, v nasprotju z novimi liberalci, kasneje ordoliberalci, pa socialnimi liberalci v Nemčiji naprej, ki opozarjajo, da pa tudi francoskimi neoliberalci, ki opozarjajo, da je liberalizem sam zakrivil oziroma ustvaril situacijo, v kateri njegov vpliv upada in v katerem ga ljudje začenjajo zavračati in sovražiti in zato zahtevajo reformo. Skratka, edino reforma liberalizma bo omogočila reševanje krize. Imamo ta drugi odgovor, ki je značilen za avstrijsko šolo, ki postane angloameriška, da je liberalizem pod napadom. To je tipična agresivna, samopomilovalna kombinacija, ki seveda ne rešuje problemov, ampak s stopnjevanjem problemov kliče po represiji. Je liberalizmu sploh kdaj šlo za demokracijo? Ni bil liberalizem bolj projekt zasebne svobode, pri čemer je sprva nastopal z nekim normativnim programom osebne svobode,
potem pa vse bolj očitno je dajal prednost zlasti svobodi zasebne lastnine. Razmerje med liberalizmom in demokracijo je od začetka napeto, identiteta, vsaj na ideološki ravni, obstaja samo nekje ob koncu hladne vojne, ko govorimo o liberalni demokraciji. To je to obdobje, ki smo ga pri nas tudi doživeli, nažalost. Ampak v zgodovini je med liberalizmom in demokracijo vedno vsaj napetost, če že ne nasprotja. In eden od argumentov, ki ga bomo v zgodovini politične misli pogosto našli, je ta, da je, katerem tudi govorimo v knjigi, je ta, da je razvoj demokracije kot politične demokracije nujno vodi v vključevanje vedno širših, na koncu vseh slojev v demokratični sistem, v politični sistem, politično življenje in zahteva, da imajo pravice in svoboščine z tistega znamenitega seznama liberalnih svoboščin in pravic vsi državljani in državljanke. Velik del, skratka, ta širitev pa v bistvu v praksi pomeni približevanje ali iztekanje liberalizma v socializem, približevanje socializma v socializem. In takrat v začetku 20. stoletja boste pogosto našli v literaturi, za nas je to literatura, argument, da je socializem logična konsekvenca liberalizma. To je tista točka, na kateri liberalizem, zlasti neoliberalizem, preseka to logiko, se zateče k represiji in podpre fašizem. In tej logiki na nek način slediš potem tudi pri vzpostavitvi neoliberalizma. Recimo pri vprašanju, kako ravnati z nacisti po porazu Nemčije in z nemškimi industrijskimi karteli, je prišlo ameriški vladi in seveda tudi vojaški upravi do frakcijskih bojev. Na eni strani je bila frakcija, ki je sicer ne poimenuješ, ampak verjetno bi lahko rekli liberalna, zato ker to frakcijo je skrbel pojav kartelov kot tak. Ne samo v Nemčiji, kjer so bili ti karteli spajdašeni z nacističnim režimom, v bistvu jih je skrbel tudi vzpon kartelov in vojaško-industrijskega kompleksa v ZDA. Skratka, liberalna frakcija se je takrat opredelila za to, da se gre v razbijanje nemških industrijskih kartelov. Prvič zato, ker onemogočajo konkurenco kot zdrav temelj tržnega gospodarstva, drugič pa zato, ker se spontano razvijajo vedno znova v vojaško-industrijski kompleks in potem tendirajo k fašizmu. Na drugi strani je bila pa desna frakcija v ameriški politiki, ki se je odločila, da je treba nemške kartele ohraniti, da je treba nad njimi prevzeti nadzor, se pravi ameriški zasebni biznis bo prek trgovinskih in finančnih vezi prevzel nadzor nad to mašinerijo. In tisto, kar je ključno, se mi zdi v tvoji analizi neoliberalnega režima, je to, da so hoteli hkrati s tem prevzeti tudi nadzor nad ameriško, nemško ali pa katerokoli drugo vlado. Se pravi, v bistvu so se bili pripravljeni odpovedati in liberalnim ekonomskim načelom boja proti kartelom, zagotavljanja konkurence in seveda, da ne govorimo o odpravi demokracije, celo javno oblast so hoteli pravzaprav sprivatizirati. Tako da tu se je za vprašati, kaj je tu v tem modelu sploh še liberalnega, če je neoliberalni režim, kakršnega je ameriška okupacijska oblast uvedla v Nemčiji, bil pripravljen podvreči interesom koncentriranega kapitala celo sistem konkurence.
in seveda tudi javne oblasti. A je to sploh še liberalizem? Ja. A je na neoliberalizmu, ki gre tako proti vsem tradicionalnim načelom liberalizma, da ne govorimo o demokraciji, ko podpre obstoječi koncentriran kapital, a je na njem sploh še kaj liberalnega? Obsežno vprašanje. Ja. Pomembno. Zdaj, naj začnem z frakcijskimi boji v ameriški vladi in potem kasneje, ko se vzpostavi ameriška vojaška vlada v Nemčiji, se ta boj prenese v obračune znotraj ameriške vojaške vlade. Kar je pri tem pomembno je to, da se v spopadih za definiranje ameriške politike do Nemčije v bistvu bije boj za definicijo ameriške politike, za naravo političnega sistema v Združenih državah. Tako bolj nasplošno rečeno, gre v teh bojih za vprašanje New Deala. New Deal je na nek način eden od liberalističnih odgovorov na krizo liberalizma, skratka rečemo mu uradni ameriški odgovor, ni edini ameriški odgovor, ampak uradni ameriški odgovor. In veliki biznis je od začetka temu New Dealu nasprotoval, češ da daje svobodo sindikatom in delavcem in da zatira podjetniško inicijativo in da med ljudmi ustvarja sovraštvo do najbolj ustvarjalnih, to poznamo še danes, do tistih, ki največ ustvarjajo. Ne? In ta boj poteka od začetka, od uvedbe New Deala naprej. Sile, ki so New Dealu nasprotovale, so izrabile drugo svetovno vojno za obračun z New Dealom. Priložnost za obračun z New Dealom je druga svetovna vojna bila zato, ker je zahtevala industrijsko mobilizacijo. Skratka, vse produktivne sile je bilo treba mobilizirati za vodenje vojne proti silam vsi. Ker je bilo treba organizirati vse sile, so seveda te velike ekonomske sile, velika ekonomska moč imeli v rokah adut, če ne bomo, in to izsiljevanje se da, mislim, to je vse dokumentirano, če ne bomo mogli prispevati k vodenju vojne tako, kot mi mislimo, da je prav, pač ne bomo. Skratka, šlo je za vprašanje bojkota te vojne mobilizacije in takratni ameriški predsednik je pred tem izsiljevanjem vedno znova odstopal. Tako da je ravno med drugo svetovno vojno skozi industrijsko mobilizacijo se začne ustvarjati naveza oziroma aliansa med veliko industrijo in seveda finančnimi krogi, ki stojijo za njo, in vojaškim ministrstvom in zunanjim ministrstvom znotraj ameriške vlade, ampak neposredno pomembna je ta naveza med veliko industrijo in vojnim ministrstvom v ameriški vladi. Skratka, ustvari se ta industrijsko-vojaška aliansa. Med drugo svetovno vojno se utrdi, po drugi svetovni vojni se še bolj konsolidira in razformirana ni bila nikdar. To še vedno obvladuje ameriško politično ekonomijo kot nek poseben odnos med vlado in ekonomijo. Skratka, v teh frakcijskih bojih znotraj ameriške vlade je šlo za obračun z New Dealom in za vzpostavitev takšne oblike oblasti, ki je ustrezala interesom velikega biznisa. In oblika, ki je ustrezala tem interesom, je predstavljala aranžma, v katerem
javna oblast, da država kot javna oblast še naprej deluje, ampak je vse bolj pod nadzorom pod nadzorom velike ekonomske moči in ta velika privatna ekonomska moč jo vedno bolj usmerja. Tako da v bistvu si ne prilasti vlade, ne privatizira vlade, ampak ker če bi privatizirala, potem bi imela tudi obveznosti. Vprašanje plačevanja in tako naprej, ampak to vedno ostane javna oblast, se pravi financirana z davki in tako naprej, ki pa deluje v interesu velikega biznesa. Skratka, spremeni se artikulacija med ekonomijo in politiko in s tem se spremeni narava oblasti. To je ključ in mislim, da se ravno v tem trenutku to, med drugo svetovno vojno to zgodi in v bojih za to, kakšna naj bo ureditev v okupirani Nemčiji oziroma Nemčiji po porazu, se ti boji izpeljajo do konca. In eden od kronskih dogodkov je potem upeljava neoliberalizma. Zdaj, med temi frakcijami v ameriški vladi gre dejansko za eno, ki lahko rečemo leva, jaz bi ne rekel liberalna frakcija, ampak levo-liberalna frakcija. Ta frakcija je verjela v kapitalizem kot sistem svobodne konkurence in je zato nasprotovala monopolom. In v bistvu njihov antifašizem in njihova ostra politika do Nemčije izhaja iz njihovega nasprotovanja monopolom v ameriški politiki. Skratka, to je konsekvenca in po drugi strani vidijo, če bomo v Nemčiji razbili kartele, je to presedan za razbijanje kartelov v Ameriki. Skratka, to so zelo čuječi ti ljudje, ki temu nasprotujejo. Ta druga frakcija in ta liberalna frakcija je seveda zahtevala, da se industrijska mobilizacija postavi na demokratično podlago, češ da samo na demokratični podlagi je omogočena mobilizacija vseh sil, skratka, treba je mobilizirati ljudstvo, treba je mobilizirati tudi majhne lastnike in podjetnike, ne samo vele kapitala in govorijo o nacionalni ekonomiji. O ekonomiji v interesu nacije, o nacionalnem interesu. Ta druga frakcija ne govori o tem, ampak govori o ideološko neutralno ekonomiji. Ne? In del spopada, oziroma kar je v ozadju teh spopadov, so pa tudi zveze in to dosti močne povezave med nemškim in ameriškim velekapitalom. Te zveze se začnejo vzpostavljati, v knjigi govorim v 20 letih, kmalu po Versajski mirovni konferenci začne v Evropo vdirati ameriški kapital, gre za velikanske investicije. Te investicije se povečajo po zmagi nacizma in te zveze so suspendirane, ne pa ukinjene med drugo svetovno vojno. Med drugo svetovno vojno se ameriške korporacije držijo pogodb, ki so sklenile z nemškimi korporacijami in v bistvu delujejo proti lastni vladi, ker so bolj zavezane podpori, ekonomski podpori Hitlerjevemu režimu kot nacionalni mobilizaciji doma, pač v interesu profitov, ki jih to prinaša in v interesu vzdrževanja mednarodne te črne internacionale, skratka teh povezav med v tem primeru ameriškega in nemškega velekapitala. Tako da je normalno, da so polvojni te sile nasprotovale ne samo razbijanju kartelov, ker bi to bil slab zgled za to, kar bi se lahko zgodilo v Ameriki, ampak tudi iz ohranjanja svojih neposrednih ekonomskih interesov, ki so izhajali iz sodelovanja z nemškimi karteli. Zdaj,
protinacistične sile, in tudi v Nemčiji in levo-liberalna frakcija v ameriški vladi so razumeli, da je da je ekonomska struktura v Nemčiji, ki je se oblikovala pod nacizmom, bila integralni del nacističnega sistema. In da je za kakršenkoli obračun z nacizmom bilo treba to strukturo razbiti, administrativno, upravno strukturo in ekonomski stroj. Del tega stroja je bilo tudi, je bila tudi brezpogojna podreditev delavstva. Interesen. To je zelo imponiralo ameriškim kapitalistom, ki niso bili nujno po prepričanju nacisti, če so sploh imeli kako prepričanje, ampak strašno so hvalili to, kako je vprašanje dela v Nemčiji lepo urejeno in da je veliko lažje delati z Nemci in s Hitlerjem kot v New Dealu v Ameriki. Skratka, tle gre za kup teh elementov, ampak gre za to, da se po eni strani z načinom, kako se vodi vojna, določi, kakšna bo narava oblasti v Združenih državah in hkrati se odloča o tem, kakšna bo narava oblasti, kakšen sistem bo v Nemčiji in posledično, glede na strateško vlogo Nemčije v Evropi, kakšen bo potem sistem v Evropi. In to se je spet del nove svetovne ureditve, ki se oblikuje po drugi vojni. Dve stvari me zdaj zanimata. Prva je tale, ali je šlo pri tem, da se je ta desna frakcija v ameriški politiki, ki je bila seveda povezana z biznisom, odločila za milo obravnavanje nacistov in nacističnih podjetij. A je šlo pri tem, poleg tega neposrednega interesa, o katerem si zdaj govoril, pa tudi taktičnega razloga ohraniti nemški stroj kot okop proti sovjetski komunistični nevarnosti, a je šlo vendarle tudi za neke ideološke simpatije z nacistično ideologijo in nacistično prakso. Recimo v 5. poglavju, kjer opisuješ frakcijske boje v ameriški vladi, omenjaš tudi antisemitizem. Se pravi, ta levo-liberalna frakcija je pod vtisom informacij o strahovitih zločinih nacistov na vzhodu Evrope zagovarjala zelo strogo kazen za naciste, za Nemčijo in za nemško industrijo. Desničarjem seveda to ni ustrezalo in so potem med drugim očitali svojim nasprotnikom, da jih motivira tudi njihovo judovstvo in da dajo prednost maščevanju za holokaust oziroma šoo pred tistim, čemu so rekli racionalni gospodarski interesi v prihodnosti. In v podtonu teh internih razprav je mogoče zaznati tudi antisemitistično privoščljivost Judom za to, kar so jim naredili nacisti. Zanima me, kako je bilo z antisemitizmom in širše rasizmom znotraj ameriških desnih političnih in vojaških in poslovnih krogov v času vzpona nacizma in seveda tudi v času druge svetovne vojne. Zdaj, odgovor na začetek tega vprašanja je, kaj je motiviralo to industrijsko vojaško alianso oziroma desne sile znotraj ameriške vlade za to, da so zagovarjali milo obravnavanje nacistov. Neposredni interes je gotovo ideološke simpatije tudi, vsaj pri delu njih, mogoče tu in tam celo prepričanje. Skratka, ja, vse to obstaja. Ključen moment, ki deluje v vseh teh bojih in tudi v tem primeru, ni samo simpatija do nacizma oziroma do fašizma, razumevanje nacizma, tudi njegovih antijudovskih vidikih, to zelo razumejo, ampak vedno gre tudi za antikomunizem. Stalno obstaja izbira ali komunizem ali fašizem.
In pretežna večina od tistih, ki so Ameriki odločali, je bila mnenja, da je komunizem hujša nevarnost kot fašizem, oziroma da je, če že more, idealno bi se ta dva sistema med sabo izničila v vojaškem spopadu med Sovjetsko zvezo in Nemčijo. Ne? Če pa že do tega ne pride, bi bilo pa potreba podpreti Nemce, da uspejo premagati Sovjetsko zvezo. Skratka, zmaga fašizma je manjše zlo od morebitne zmage komunizma. In to je del motivacije, je vedno od Pariške mirovne konference leta 19 naprej, je vedno eden ključnih argumentov in eden tistih argumentov, o katerem se vsi strinjajo, ta, da je treba za vsako ceno preprečiti širjenje komunizma. Tudi s podporo fašizmu, ko nastane, takoj po prvi svetovni vojni z ponovno vzpostavitvijo reakcionarnega sistema v Nemčiji, reakcionarne vlade v Nemčiji, to je vedno na delu, ta antikomunizem. Zdaj, antisemitizem. Antisemitizem v ameriški vladi je bil izjemno močan. Stvari so bile tako slabe, mislim, imeli so enega črnca, pa nobenega juda na zunanjem ministrstvu. Črnca so še požrli. Hebrejcev, kot sem rekel, pa ne. Ta antisemitizem je bil izjemno močen. In v teh spopadih znotraj vlade, ki so vedno se prenašali tudi v časopise, ki so še danes glavni časopisi ameriškega režima. New York Times, Washington Post, Wall Street Journal. Vseh teh časopisih so potem razlagali, da Združene države ne smejo dopustiti, da bi Judje odločali o tem, kako se bo iztekla vojna in kako se bo oblikoval svet po vojni. Skratka, to je bilo katastrofa. V spopadih, ki potekajo znotraj ameriške vlade, New York Times brez obotavljanja citira Goebbelsa pozitivno proti ameriškemu finančnemu ministru, ki je bil za ostro nasprotovanje Nemčiji. Skratka, ti akterji so še danes na sceni in približno delujejo po isti logiki. Antisemitizem bil izredno močan. Frankfurtska šola, ki je bila takrat, predstavniki Frankfurtske šole, ki so bili takrat večinoma v emigraciji v Ameriki, so delali raziskave pred vojno in po vojni, v kateri so ugotavljali, da je antisemitizem v Združenih državah konec 30 let, pa 40 let je bil hujši kot v Nemčiji pred Hitlerjevo zmago. Mislim, da moja spekulacija zdaj, da je eden od razlogov, zakaj so se Judje v Ameriki s tem izraelskim lobijem tako dobro organizirali, ravno negativne izkušnje iz časa druge svetovne vojne, kateri so recimo ameriška vlada tudi ni htela bombardirati oskrbovalnih poti za Auschwitz, kar bi rešil veliko ljudi. Skratka, ne, to ni bilo. In te negativne izkušnje so verjetno bile ena od vodil za to, da se problem reši na ta način, da imamo zdaj še večji problem na nek način, oziroma ne manjši. Eno vprašanje imam o tem, kako je ameriška desnica razumela in morda tudi kako še danes razume politiko, in sicer skozi vprašanje o zunanji politiki. Zdaj, na eni strani ti opisuješ v knjigi, kako je ameriška okupacijska oblast v Nemčiji po nareku desničarske frakcije po vojni zatrla nemško lokalno protinacistično gibanje, ki je bilo v bistvu ideološko heterogeno in po socialnem izvoru tudi, in je se zavzemalo za dosledno denacifikacijo in za demokratizacijo od spodaj, in njih so zatrli. No, druga zanimiva zgodba je pa tale. Opisuješ polemiko med dvema recimo teoretikoma zunanje politike. En je bil Kennan, ki je formuliral doktrino zadrževanja Sovjetske zveze z grozilnim oboroževanjem, in to je potem postala uradna ameriška politika v hladni vojni. Drugi je bil pa Lippmann, ki je kritiziral Kennana, in sicer je ugotavljal, da je izhajal Kennan
iz napačne predpostavke o tem, da je Sovjetska zveza nepragmatična in da, ne vem, je ekspanzivna. In Lippmann je svaril, da bo enostavno oboroževalna taktika kontraproduktivna pri doseganju cilja, da bi vzpostavili politično ravnotežje v Evropi. Svaril je tudi pred tem, da bo to vodilo v iracionalno hipertrofirano oboroževalno tekmo. Temeljni nesporazum pri ameriški desničarski zunanji politiki, na katerega je s tem opozoril Lippmann, je v tem, da vojaška sredstva niso učinkovit nadomestek političnih sredstev, recimo diplomatskih sredstev, kadar smo na političnem terenu. In zapisal je tudi to, da je Cannonova doktrina mina, ki so jo nastavili ljudje, ki ne razumejo politike moči. Podčrtujem besedo politika. Skratka, gre za pojmovanje narave političnega terena in me zanima, kako so ameriški desničarji takrat v času hladne vojne pravzaprav sploh razumeli naravo politike. Ne, začnem s tem protifašističnim gibanjem k Nemčiji. Jaz za to, preden sem začel delati na tej knjigi, nisem vedel. Skratka, tik pred zlomom nacističnega režima in po njem se v Nemčiji vznikne množično protifašistično gibanje. Del tega gibanja je bil oborožen in se je potem postavil nasproti SS-u v oboroženem boju, osvobodil nekaj mest. Večina tega gibanja pa je, ki je obstala v vseh večjih mestih po celem teritoriju Nemčije, zlasti pa je bilo močno v centrih nekdanjega delavskega gibanja. Skratka, to gibanje je večinoma skrbelo za to, da se v razmerah popolnega kolapsa družbe ohranja neka osnovne funkcije življenja, preskrbe. Tu in tam so celo prevzemali tovarne in jih začeli znova spravljati v pogon, odstranjevali so naciste s položajev. In to gibanje je bilo, kot je omenil Gorazd, ideološko in politično izjemno raznoliko. Skupno jim je bilo to, da so zahtevali korenit obračun z nacizmom. Skupno jim je bilo tudi to, da je bilo celo to gibanje antikapitalistično. V Nemčiji po drugi svetovni vojni je zavladalo antikapitalistično razpoloženje. Deloma zato, ker so gledali na fašizem kot na obliko kapitalizma oziroma nek izrojen ali pa logično izpeljan kapitalizem. In so zahtevali to, da bi bilo treba novo nemško državo oblikovati, postaviti na podlagi demokracije in da bi ta država morala imeti izrazite socialistične elemente. Skratka, bilo bi plansko gospodarstvo, deloma bi šlo za nacionalizacijo pa socializacijo proizvodnih sredstev, določenih industrijskih panog, zavarovanja, bank in tako naprej. Tako, to je situacija, ki je obstajala ob koncu druge svetovne vojne v Nemčiji. To protifašistično gibanje, izraz, ki ga danes pogosto uporabljamo, antifas, je od tam. Tam se začne to uporabljati. In to protifašistično gibanje so zahodni zavezniki, zlasti Britanci in Američani, zatrli, neusmiljeno, deloma tudi z nasiljem. To perspektivo, ki se je ponujala, da bi vzpostavili Nemčijo kot demokratično, socialistično državo, ki je bila nevtralna, niti vezana na Sovjetsko zvezo, niti na Zahod, ampak bi bila povezava med vzhodom in zahodom. To vizijo so zagovarjali vse stranke, od krščanskih demokratov, krščanske unije do komunistov. Ne? In Američani to seveda presekajo, ker to je grožnja njihovi viziji nove svetovne ureditve in začnejo potem tudi počasi
s pomočjo nemških politikov, jasno, tudi tistih s nacistično preteklostjo, čistiti stranke. Recimo, eno prioritet je bilo spraviti krščansko demokracijo na pravo linijo, ne, in vzpostavijo Adenauerja in tako naprej in počistijo te elemente. Ne. Zatka, to je situacija, ki vlada ob koncu ob propadu fašizma, koncu svetovne vojne. Zdaj, kako so gledali zahodni, oziroma idemo Američani govoriti, kako so Američani gledali na politiko v tistem času. Jaz sem se skoncentriral na dve imeni, ki jih tudi ti omenjaš, da je to prikazal na eni strani na Lippmana, na drugi strani na Kennana. Lippmann je ameriški novi liberalec. On je en od teh liberalcev ameriških, ki zahtevajo reformo kapitalizma, liberalizma in ohranjanje kapitalizma. In je bil izjemno vpliven politični komentator v Ameriki. Ne? Na drugi strani je Kennan, ki je bil pa diplomat. Bil je diplomat, ki je naredil kariero na tem, da je dokazoval, da diplomacija do Sovjetske zveze ni možna. Ne? In ta Kennan je bil parveni med ameriško politično elito, bil je pa med pametnejšimi od teh na zunanjem ministrstvu in je potem tudi bil tisti, ki je ustvaril, lahko rečemo, ideološko podlago za politično strategijo Združenih držav po drugi svetovni vojni. Strategija, ki jo je formuliral, je bila strategija za zadrževanje, omejevanja Sovjetske zveze, ki je vodila v hladno vojno. Lippmann opozori na to, da je Kennan spregledal to, kar se ti govorast imenoval, da je Sovjetska zveza bila pragmatična, pripravljena na kompromise in tako naprej. Ne? Kennan je ideološki obsedenec in Lippmann mu pravi, ti ne moreš zgraditi ameriške zunanje politike na ideološki obsesiji z marksizmom in Sovjetsko zvezo. Pravi, v Sovjetski zvezi je ideologija sekundarnega pomena, kar je nujno, kar je ključen moment povojne politične situacije, ni ideološka ofenziva Sovjetske zveze, ni sovjetski ekspanzionizem. Kennan sam je potem 10 let kasneje priznal, da nima prav, ko je trdil, da je Sovjetska zveza ekspanzionistična. Lippmann je že takrat to rekel, ne, ni. In Sovjeti dejansko niso bili ekspanzionistični. Ključen problem je bil to, da je bila v centru Evrope Rdeča armada. Ampak ni bila v centru Evrope samo Rdeča armada, bila je tudi ameriška vojska in britanska vojska in francoska vojska. In Kennan je rekel, ključen cilj Lippmann je zagovarjal, da je argumentiral, da je ključni cilj ameriške zunanje politike ta, da spravi Rdečo armado iz Evrope za novo mejo Sovjetske zveze, ki je bila meja Rusije v času Prve svetovne vojne. Hkrati je treba iz Evrope umakniti tudi ameriško in britansko vojsko. Skratka, Kennanova rešitev je za povojno ureditev sveta vse tuje vojske ven iz Evrope. Lippmannova, ja, vse tuje vojske ven iz Evrope in obnoviti Evropo kot skupnost neodvisnih držav, ki bodo seveda zaveznice Združenih držav, ne pa okupirane države. Kar se je zgodilo, je to, da je na koncu koncev sovjetska armada se
umaknila iz vzhodne Evrope, ameriška vojska je pa na ruskih mejah, še zdaj, in nemški tanki. Skratka, Lippmannova kritika Kennana je danes tako aktualna, kot je bila leta 1947, ko jo je izdal. Ja. Ko govori o naravi politike in o realni politiki, je zanimivo to, da je Kennan velja danes za realistično šolo ameriške zunanje politike. Kennan je to, kar Kennan dela, če berete tekste, je norost. On ima predstave, domneve, uganjuje. Skratka, kar govori, ni utemeljeno na nobenih dejstvih, na tem, kar se dogaja, kar on si misli, da se dogaja. In on utemelji ta realistična politika, je politika od Kennana naprej, ki nima nobene zveze z realnostjo, ki pa z ogromno vojaško močjo, ki je za njo, oblikuje realnost. In zato prav Lippmann, ti ljudje ne vejo, kaj je politika moči. Lippmann prav, edina osnova za novo svetovno ureditev po drugi svetovni vojni je prvič sodelovanje med Sovjetsko zvezo in Združenimi državami, drugič pa utemeljitev nove ureditve na nacionalnih državah, na suverenih nacionalnih državah. Ni druge rešitve. Dve beli lisi v tvoji knjigi me še zanimata, potem bom pa dal besedo tudi publiki. Prvo je to, ti seveda pojmuješ demokracijo tako, da konsekvence formalne demokratizacije, razširitve državljanstva in volilne pravice tudi na nelastniške razrede izpelješ v neke vsaj redistribucijske posledice. Ne? Se pravi, demokracija je lahko samo socialdemokracija ali pa celo demokratični socializem, če je res prava demokracija. In demokracijo izenačuješ z delavskim gibanjem. Ne? Tudi v resnici je bilo delavsko gibanje nosilec demokratične pobude v 19. stoletju in še naprej. Ampak ob tem vsebinskem pojmovanju demokracije, ne, po katerem je demokracija demokratična samo tista oblast, ki uresničuje razredne interese družbene večine, ima pojem demokracije tudi proceduralno razsežnost. Zdaj pa vprašanje to, ne, a lahko neko diktaturo, ki nastopa v imenu družbene večine, vendar tej družbeni večini ne dovoli preverjati lastne legitimnosti, še imenuješ demokracija. Veblen recimo je boljševizem tako rekoč razumel kot sopomenko demokraciji. A ne. Dejstvo je zgodovinsko to, delavsko gibanje v času ruske revolucije vzpostavilo sistem sovjetov ali svetov kot forme neposredne ekonomske demokracije. Nekaj podobnega, kar se je zgodilo tudi v Nemčiji leta 1945. In Lenin je ta pojav izkoristil za promocijo svojega režima. Tako da je državo poimenoval po Sovjetih, se pravi Sovjetska zveza, in tudi program komunistične partije zgostil v formulo, znamenito formulo elektrifikacija plus sovjetska oblast. To pomeni razvoj plus neposredna demokracija. Ampak partija je ravno pod njegovim vodstvom zatrla avtonomijo Sovjetov. Sveda je to storila v pogojih vojne, ki je trajala še kakšnih 5 let po revoluciji, državljanske in zunanje, in seveda vsaka vojna zahteva hierarhično organiziranje. Ampak tudi v nadaljevanju zgodovine te države, ki se je imenovala po Sovjetih, ni ostalo ničesar od avtonomije Sovjetov, razen lažnega poimenovanja režima in države. Skratka, koliko lahko imaš realsocialistične režime za demokratične, če to niso bili tudi po postopkovni plati? Naj začnem s tem, spet na začetku tvojega vprašanja, in te moram popraviti. Ne gre za to, da enačim demokracijo z delavskim gibanjem. Govorim po tem, da je delavsko gibanje bilo tista sila, ki je najbolj konsekventno zagovarjala in uveljavljala demokracijo. Tisto razprave
sem že prej omenil, v katerih se gleda na socializem kot na logično izpeljavo in posledico demokracije. Zdaj, tle kup elementov v tem. Ne? Zdaj, jaz se brez problemov strinjam s tabo, da je demokracijo moderno demokracijo, ki je reprezentativna demokracija, označujejo splošno sprejete v tem smislu, da so pač znotraj politične skupnosti sprejete procedure in postopki za konstitucijo oblasti. Eden ključnih elementov teh postopkov so seveda volitve. O volitvah je bilo v Nemčiji po drugi svetovni vojni veliko besede in Britanci, Francozi tudi, zlasti pa Američani so kar naprej zagovarjali demokracijo od spodaj. Demokracija od spodaj je v tisti situaciji pomenila to, da so razpuščali sindikate, delavske stranke in druge delavske organizacije, ki so jih imeli za komunistične, čeprav večinoma niso bile, in da se od spodaj po angleškem in ameriškem modelu znova vzpostavijo s takimi kadri, ki bodo po tej oblasti povšeči. Skratka, šlo je za demokracijo, za grassroots demokracijo od zgoraj. Nemci takrat so seveda zagovarjali politično demokracijo. V skladu s tradicijami nemške države in zlasti tradicije nemškega delavskega gibanja, govorili so o ekonomski demokraciji, ampak ekonomska demokracija je zahtevala politično demokracijo, ker ti ne moreš imeti besede, delavec ne more imeti besede v ekonomiji, če nima besede v upravljanju države, ker država je tista, ki daje ekonomiji formo. Skratka, Američani so prepovedali politično razpravo in delovanje v delavskem gibanju, v strankah, sindikatih in tako naprej in so politično pojmovanje demokracije nadomestili z eksistencialističnim. Skratka, demokracija je način življenja. Nimam bene zveze s političnimi procedurami, s političnimi cilji, s politično organizacijo države. In to so potem tudi učili. Po osvoboditvi so prišli nemški psihologi in psihiatri v vojaških uniformah, družboslovci in so Nemce začeli učiti tolerantnosti, demokratične komunikacije, kako se mi lepo pogovarjava, strpno in demokratično. In najvišja stopnja politizacija je bila to, da so skušali jih naučiti o tem, kako se v lokalni skupnosti v Ameriki odvijajo debate. Skratka, civic centers. To je tisto, ko ni kot krajevna skupnost, kot smo imeli mi, tista je bila bolj politična, smo več odločili takrat. Ampak skratka, to je ta model demokracije, eksistencialistični model demokracije kot način življenja. Ampak zdaj poglejmo še eno stopnjo več. Govor o demokraciji kot sistemu, ki ga določa neka proceduralna struktura ali pa logika. Leta 1948 je ameriška, takrat je že bila ustanovljena CIA, je se angažirala v protikomunistični volilni kampanji v Italiji in v Franciji. Skratka, od znotraj so razstrelili in destruirali temeljni mehanizem demokratičnega vzpostavljanja oblasti v imenu demokracije.
Skratka, ohranili so volitve, hkrati pa preprečili, da bi sile, ki so izbojevale drugo svetovno vojno, bile temu primerno reprezentirane v novi oblasti. Dajte si pogledati, te plakate italijanske volilne kampanje, to je po vizualni podobi, to je težko razločevati od nacistične, antibolševistične propagande. Ne? To je spet en moment. Drugi moment je, to govorimo o Veblenu in njegovi definiciji bolševizma kot ekonomske demokracije. Na Veblena se sklicujem zelo veliko in mislim, da je Veblen en tistih avtorjev, ki lahko pomaga rehabilitirati in ponovno oživiti levičarsko teorijo danes. Veblen po moje rahlo ironično na nek način, mislim, neko, kaj je pravi izraz, definira bolševizem kot vladavino večine. V frakcijskih bojih v Rusiji so bolševiki bili frakcija, ki je imela večino. Veblen se je naučil ruščine takrat času revolucije, da bi lahko sledil dogajanjem v Rusiji, ker že takrat ni zaupal množičnim tem ameriškim časopisom. In mogoče je dejansko malo slabo razumel ruščino, mislim pa, da je namenoma ta bolševizem prenesel na nek drug nivo in govoril, da je bolševizem vladavina večine. Ampak, pravi, za to vladavino večine je značilno to, da demokracijo uveljavlja v ekonomski sferi. In pravi, bolševizem je ekonomska demokracija. Bolševizem je gibanje, ki je razširilo demokracijo iz politične sfere, ki je bila omejena na volitve, na to, da delavci soodločajo tudi pri upravljanju ekonomije. Ta njegov pojem ekonomske bolševizma kot ekonomske demokracije je malenkost soroden k nemškemu pojmu ekonomske demokracije, ki je bil takrat zelo popularen, ni pa enak. Veblen je bil recimo izjemno kritičen do Weimarske republike, zlasti do Noskeja, ki je zadušil to revolucijo v Nemčiji in je videl Weimarsko republiko kot nekega političnega spačka, ki je nastal pod pritiskom antikomunističnih, antibolševističnih usmeritev pariške mirovne konference. In je že takrat rekel, to se ne bo dobro končalo. Ne? Zdaj pa gremo še do Sovjetske zveze same. Jaz o Sovjetski zvezi v knjigi ne govorim kaj veliko, o tem sem pisal v mlajših letih in si med drugim s tem pisanjem zapravil priložnost za poučevanje na Ljubljanski univerzi. V tej knjigi mi komunizem, Sovjetska zveza, socializem figurira zlasti kot alternativa obstoječemu politično-ekonomskemu redu, politični ureditvi in se ne spuščamo o tem, kaj je ta sistem bil navznoter. Gre pa, če se malenkost spustimo to, gre za dve stvari. Ti si omenil to elektrifikacijo plus Sovjete. Elektrifikacija je modernizacija. Kaj spet nek ohlapen sociološki pojem ali pa kulturno-filozofski, kulturno-univerzalno-zgodovinski. Jaz ga ne maram, ampak rečemo, gre za modernizacijo. Modernizacija v Rusiji je bila skoraj tako brutalna kot v Angliji. To je brutalen proces, ki vključuje premeščanje prebivalstva, socialni inženjering, smrt, zapiranje in tako naprej. Skratka, tle niso Sovjeti
ničesar novega izumili, so pač v svojih okoliščinah ponovili to, kar so recimo že Angleži prvi izpeljali. Ta modernizacija je bila uspešna. Koliko je bila uspešna angleška modernizacija in industrializacija. In to se sprejema kot samoumevna. Ta modernizacija je dobrina. V knjigi omenjam znotraj frakcijskih bojev v ameriški oblasti Morgenthau, ki zagovarja industrijsko kontrarevolucijo v Nemčiji. Skratka, Nemčijo hoče dezindustrializirati po vojni. To je moment in seveda vsi planejo po njem, od Goebbelsa do New York Timesa. To je nemogoče, to ne gre. Ne? Ampak v bistvu je to točka, edina točka, v kateri se dejansko postavi ena radikalna alternativa temu sistemu, ki ga vzpostavi modernizacija, industrializacije, v kateri produkcijske sile postajajo vse bolj destrukcijske sile. Ni uspel ta človek, ne? Ampak to je točka, ki se mi je tudi zanimivo omeniti. In potem je tle še vprašanje vojnih razmer, v katerih je komunizem v Sovjetski zvezi se vzpostavljal. Jaz te moram tle popraviti. Vojna proti Sovjetski zvezi ni nikdar končala. Socializem v Sovjetski zvezi ni imel enega leta, ko bi se lahko razvijal, kakorkoli že, brez zunanjega pritiska, brez radikalne grožnje od zunaj. In to traja še danes. To se prenaša zdaj iz antikomunizma v rusofobijo in tako naprej. Skratka, gre za stalen pritisk, za stalno delovanje v izrednih razmerah. Kar se je zgodilo v teh izrednih razmerah, ni simpatično, ni velikrat simpatično, je pa to bil režim, ki je kljub vsemu probal delati, kljub zatrtju Sovjetov, kljub zatrtju neposredne demokracije, kljub zatrtju Kronštata, pa delavske opozicije in tako naprej. Kljub temu je bil to sistem, ki je le delal za ljudstvo in zdaj šele, v teh letih se šele tudi ta Putinova Rusija je v bistvu do zdaj živela, kar se tiče zdravstva, izobraževanja, na račun dosežkov komunizma. Tako kot smo mi živeli dolgo časa na račun dosežkov komunizma. Zdaj, ko se je ta kapital izčrpal, gre izobraževanje navzdol. Skratka, to so elementi, ki obstajajo. Je to demokracija ali ne? Diktatura ni demokracija. Je bila tista oblast diktatura v strogem pomenu? Kaj je bila? Mislim, to je stvar za razpravo. Jaz ne bi rad teh vprašanj pometel pod preprogo, kot se reče, ampak to je stvar posebne razprave. Ja, modernizacijska diktatura, nedvomno. To na vsak način. Še eno vprašanje o nečem, o čemer sploh ne pišeš, pa mislim, da bi bilo dobro vendarle tudi to imeti v vidu. Ti močno poudarjaš represijo proti delavskemu gibanju. Na eni strani nacistično represijo, na drugi strani tudi represijo, ki je predhodila in omogočila okupacijsko uvedbo neoliberalizma v Nemčiji. Ves kontekst nekje se nanaša na bolj ali manj zatiralske ukrepe ameriške okupacijske oblasti proti raznim progresivnim gibanjem. Ampak represija je samo en del zgodovinske zgodbe o desničarskem onemogočanju delavskega gibanja. Drugi del, ki je danes še bolj prevladujoč, kot je bil takrat v času zgodovinskega nacističnega režima, je pa identitetna politika, neka homogenizacijska identitetna politika usmerjena seveda proti neki drugi skupini. Gre za premeščanje razrednih konfliktov v neke druge konflikte, za ideološko operacijo nadomestitve,
In sicer se prikazuje konflikte med etničnimi ali pa kakšnimi drugačnimi kulturnimi skupinami. In s tem je desnica vselej in tudi danes preusmerjala pozornost in bes socialno frustriranih množic v nadomestne tarče. In se tako profilirala kot politična voditeljica malih ljudi. S to negativno identitetno politiko nacizma se v knjigi skoraj ne ukvarjaš. Kolikor jo omeniš tu pa tam, pa to zagotovo ni sistematično ukvarjanje. In v tem smislu ta knjiga, ki seveda vse povsod kaže na neke usporednice z današnjo situacijo, učinkuje bolj kot svarilo pred možnostjo, da bi se desnica poslužila še bolj skrajnih represivnih scenarijev, manj pa kot svarilo pred nečem, kar danes v strategiji desnice prevladuje. In to je kulturalistična ideološka strategija, ki je pa tako uspešna pri odvračanju delavstva od razrednega fokusa, da uporaba represije sploh ni potrebna. Ja, hvala. Zdaj, glede represija ima veliko vlogo v zgodovini nasploh, v tej koščku zgodovine, ki se obravnava pa še posebej. Dejstvo je, da je neoliberalizem bil upeljan pod vojaško diktaturo. Tako v Ameriki kot v Čilu, malo kasneje, mislim 30 let kasneje. In še danes se vzdržuje in se vedno bolj vzdržuje z vojaško močjo. Skratka, represije ne gre podcenjevati, ne pravim, da je podcenjuješ. V tej zgodbi, ki jo pripovedujem v tej knjigi, je represija vsekakor v ospredju. Glede identitetne politike, jaz ne bi nacizma, ne bi govoril o identitetni politiki v zvezi z nacizmom ali pa fašizmom pred drugo svetovno vojno. Nacizem je bil gibanje starega tipa. Mislim, da identitetna politika nastopi po zlomu in razpadu delavskega gibanja in celo po zatonu novih družbenih gibanj, ki nekako sledijo temu, ki vzniknejo po velikih porazih delavskega gibanja v 80-ih letih. Zdaj, tle identitetna politika je naš problem. Ni bil nacističen problem. Antisemitizem in tako naprej ni identitetna politika bila v nacizmu in jaz mislim, da je bil v nacizmu drugotnega pomena. Lahko se predstavljamo fašizem brez antisemitizma, Italija je tudi dolg časa bil brez antisemitizma, danes si lahko predstavljamo semitistični fašizem brez problemov. In celo žrtve, ljudje, ki so bili pod nacizmom, žrtve antisemitizma, lahko danes vzpostavljajo fašistoidni režim. Skratka, fašizem ni nujno povezan z antisemitizmom. Se pa strinjam s tabo, da je ta identitetna politika velik problem in da razbija možnost upora proti obstoječemu sistemu, da onemogoča artikulacije interesov večine. Danes je večina ljudi je v vedno slabšem položaju, nobene organizacije, ideologije, politike ni, ki bi zagovarjala in zastopala interese večine. Res je tudi, da gre tle za predstavljanje politike na raven nekakšnih kulturnih politik in ideologij. V knjigi v bistvu opisujem del tega, ko govorim o tem, kako je v režiji zlasti ameriških psihiatrov, kako so začeli uveljavljati demokracijo kot način življenja v okupirani Nemčiji. Skratka, tle vidimo kulturno
aktivizacijo te kulturne. Pop kultura, zabava, filmi in tako naprej. Tako, skratka, to je, ne bi pa še temu rekel identitetna, ne bi temu rekel identitetna politika. Ne, to ni identitetna politika. Mislim na to, ko so pač mobilizirali vse sloje prebivalstva, vključno z delavstvom, za privrženost fašističnemu gibanju skozi neko rasistično kampanjo proti neki drugi skupini. Tudi. S tem, da niso uspeh pri delavstvu je bil precej majhen. Okay. Še vedno vidimo množice, šlo pa je za to, ja. Ne? In danes gre izrazito za to. Danes gre izrazito, da represije sploh se strinjam, ampak jaz bi rekel, prvič, to tudi je oblika represije. Drugič pa to danes ni značilnost, ali pa izključna značilnost desnice, ampak mogoče še bolj domena levice, kar je zame bolj res zaskrbljujoči pojav. No, kot jaz vidim, zadeva je taka, da desnica mobilizira malega človeka z neko, recimo, homogenizacijsko identitetno politiko, ki je vedno usmerjena proti neki drugi skupini, medtem ko liberalci temu nasproti ponujajo neko pluralistično identitetno politiko. Ja, pluralizem je... Levica je pa bore malo na sceni. Levica. Liberalci se imajo za levico na Zahodu. Mislim, ta stara levica, socialistična, tako naprej, je v veliki meri prestopila v neoliberalizem. Ja. Prek in ni več eurokomunizma ni, skratka ni, ampak to še zmeraj, to ni ta klasična konzervativna desnica. Ta Združenih držav vsaj je Združenih, skratka, kdaj sem zgubil od glas? V Združenih državah so recimo konzervativci starega tipa tisti ena še redkih sil, ki nasprotuje identitetni politiki. Tle so stvari izredno mutne in nejasne, ampak o pluralizmu bi govoril samo v tem smislu, da so te identitetne politike tako forsirane, da jih je toliko, da izgledajo pluralistične. Ampak vezi med temi politikami pa jaz ne vidim. Ni to, da je bila neka pluralistična, leva, identitetno-politična front, ampak imamo skupek nekih identitetnih politik, ki spominjajo, uporabljam tisto staro metaforo iz 18. primera, na vrečo krompirja. Dobro, vreča krompirja je verjetno priložnost, da dam besedo tudi publiki. Cirila, imamo kakšen leteči mikrofon? Imamo, ok. Kar izvolite. Nama se sicer tule blešči, tako da moram... Ja, lahko bi, da se vidimo. Če nimam jaz eno aktualistično vprašanje, ker smo ravno kar praznovali 70-letnico pakta NATO. In Macron je to praznovanje pokvaril z neko izjavo, da je NATO možgansko mrtev. Ta izjava je deloma resnična, to se bova najbrž strinjala, deloma je pa seveda v funkciji Macronovega političnega petelinjanja, zdaj v tem kontekstu, ko Britanija recimo končno zapušča Evropo, v Nemčiji je tranzicija oblasti, v Evropski komisiji ravno tako, doma doživlja Macron enega največjih štrajkov in seveda iz druge strani Atlantika pa grozi možnost, da nepredvidljivi Trump kadarkoli razširi trgovinsko vojno tudi proti svojim evropskim partnerjem. Ampak, če odmisliva ta aktualistični kontekst,
Dejstvo je, da so zvezo NATO pred 70 leti ustanovili zato, da bi vzpostavili pravno podlago za kontinuirano ostajanje ameriške vojaške prisotnosti v Evropi za nedoločen čas. In takrat je bilo rečeno, da gre za zaščito Evrope pred komunizmom, pred Sovjetsko zvezo. Po njenem zlomu se zdi, da gre Ameriki preprosto za nadzor nad Evropo kar tako. Zakaj se Evropa obrambno in zunanje politično ne osamosvoji izpod ameriškega patronata, po tvoji oceni? Glede praznovanja 70. obletnice Zveze NATO, jaz je nisem praznoval in mislim, da večina ljudi je tudi ni praznovala. Jaz tudi ne. Mi je bila pa Macronova izjava všeč. Je pa se zgodil. Skratka, to, da ta zveza še vedno obstaja, je simptom časov, v katerih živimo. In jasno je destruktivna, je še bolj destruktivna danes, kot je bila takrat. Mislim, da je bila ustanovljena zato, da bi dala ameriški vojski v Evropi pravno podlago, ne vem. Američani so se pač odločili leta 1946, je njihov zunanji minister razglasil v Stuttgartu, da bodo ostali v Nemčiji, dokler bodo Nemci to hteli in dokler bo potrebno. In so k Nemcem stopile solze sreče v oči. Če si ti okupator, ne rabiš pravne podlage. Imaš suvereno moč, ne? To je tam delovalo zdaj. Eni pravijo, da je NATO pač bil oborožena roka ekonomske integracije. In ta ekonomska integracija je bila take vrste ekonomija, ki potrebuje vojaško podporo. To postaja, če takrat ni bilo očitno, postaja očitno danes. Zakaj se Evropa ne osvobodi ameriške nadvlade? To zgleda tako, da se vrtimo v krogu, ker je okupirana. V Evropi je še vedno ameriška vojska. Ko bo ta odšla ali odstranjena iz Evrope, bomo lahko začeli govoriti o evropskih interesih in uveljavljanju evropskih interesov. Vlasta. Jaz imam vprašanje v zvezi z Morgenthauovim planom pa z denacifikacijo. Skratka, zanima me, če sem te prav razumela, jaz knjige nisem brala, ne? Mislim, jaz sem se lansko leto tako mimogrede ukvarjala z Morgenthauovim planom, ko sem pripravila študijo za to isto založbo spremno za Ernstu Franklu. In takrat, ko sem pač brala o tem in sem se ukvarjala bolj ali manj s Franklom pa skratka s tem, kako je on analiziral vzpon nacizma v Nemčiji in nastanek dvojne države in potem tudi njegove vloge, ki jo je imel potem bom rekla, ko se je vrnil nazaj v Nemčijo v začetku 50-ih let. Skratka, takrat se mi je zdelo, da so v resnici nemški intelektualci, judovski intelektualci seveda, nemški judovski intelektualci, ki so v Združenih državah Amerike bili zaposleni v predhodnici CIA in sicer Office for Strategic Studies, ki je bila ustanovljena leta 1943 po vzoru angleške obveščevalne službe, ne, in kjer so dejansko pripravljali v veliki meri študije za ameriško administracijo o tem, kaj se dogaja v Nemčiji, hkrati pa tudi študije, ki so pripravljale okupacijsko situacijo po drugi svetovni vojni. Skratka, in zanima me, če si se s tem kaj ukvarjal, ker meni se je takrat zdelo, da dejansko so prav ti intelektualci preprečili in dejansko nastopili proti temu, da bi Morgenthauov plan bil uresničen v povojni Nemčiji, ker mislim, če pogledamo resnici v oči, ta plan je v resnici predvideval popolno izkoreninjenje industrije v Nemčiji, kar pomeni, da v resnici bi prišla Nemčija bila država, v kateri bi recimo železo vlivali v vaseh, tako kot so to delali na Kitajskem, ne.
Skratka, a si ti, če nekako se mi zdelo, da si kot alternativi celo naklonjen temu planu, da se ti zdi to kot neka radikalna varianta, ki bi pripomogla k denacifikaciji, pa me zanima, kako bi se to naj zgodilo. In zdaj v navezavi na to vprašanje me zanima tudi, kako ti vidiš, kaj bi bila po tvoje uspešna denacifikacija v Nemčiji. Bom povedala, zakaj te to sprašujem, ne samo zaradi tega, ker me zanima, kaj bi bilo, če bi bilo v Nemčiji, ampak zato, ker mislim, da vprašanje denacifikacije v resnici je vprašanje, s katerim lahko analogno seveda mislimo marsikatero drugo situacijo v svetu, ko smo bili soočeni po drugi svetovni vojni z režimi, ki so recimo analogni nacističnemu ali pa fašističnemu in ki so analogno povzročili recimo številne poboje ljudi in vzpostavili režime, ki so bili podobni. Pa se tam postavlja isto vprašanje, kako zdaj izruvati, izkoreniniti te neke elemente režima, ki je bil vzpostavljen, da bi se lahko vzpostavila recimo neka nova demokratična, pravična socialna ureditev in tako naprej. Skratka, kaj bi po tvoje bila uspešna denacifikacija? Pa mogoče tudi analogno, ne vem, recimo imeli smo situacijo v Bosni in v bivši Jugoslaviji, kjer smo imeli vzpostavljene režime, ki so, jaz mislim, da če že ne imeli zelo močne podobne elemente, pa vsaj lahko jih mislimo, bom rekla, analogno tudi fašizmu. Ne? Ja, dajmo začeti pri tej OSS, Office for Strategic Studies. Ja. O tem v knjigi govorim, ne toliko, ko bi rad, ampak to omenjam. Ti ljudje, ki so delovali v tej, to je bila obveščevalna služba v okviru zunanjega ministrstva takrat, to je bila najsijajnejša ameriška družboslovna institucija, ki je kadarkoli obstajala. Te analize, ki so jih izvajali v okviru tega Research and Analysis Branch, to so glavno bili nemški intelektualci, veliki iz frankfurtske šole, to so izjemno kvalitetne analize. Mislim, da so med boljšimi analizami fašizma. Se pa tega ni zelo znano, zelo malo je objavljenega tega gradiva, ampak tist je bila kvalitetna analiza situacije v Nemčiji. Kolikor poznam, ti ljudje niso delali, mislim, tisti material, ki sem jaz gledal, ne vsebuje ničesar o okupaciji Nemčije, oziroma zelo malo mogoče implicitno. Na teh so delali bolj ameriški družboslovci izven te inštitucije, na ameriških univerzah. Tako kot Parsons je bil en teh, ki recimo bil proti Morgenthaueni na tem delu, glavni sociolog v Ameriki, pa psihiatri, pa antropologi, Mead, velika dama antropologije. Ti so planirali okupacijo. Problem s temi analizami v okviru tega OSS, te službe je, da jih ameriška vlada ni upoštevala. So jih ignorirali in ti ljudje so pač prišli do tega, da so pač to svoje delo pošteno upravljali in spotoma šimfali neumnost ameriških uradnikov, ki so bili nad njimi, ki tega niso uporabljali. Mislim, da bi mi lahko to začeli zdaj uporabljati, te stvari. Zdaj, glede Morgenthaua samega, ja, jaz gledam na njegov plan s simpatijami. To je eden od tistih planov, ki bo odprl neke drugačne perspektive. Skratka, misliti prek industrijske družbe, prek industrializacije, prek produkcijsko-destruktivnih sredstev in stalnega razvoja teh sredstev in tako naprej. Glede pa to, kar praviš o denacifikaciji, kako si v Nemčiji predstavljam denacifikacijo,
Jaz mislim, da bi denacifikacija uspela, če bi lahko tisto protifašistično gibanje in to spontano delovsko gibanje, ki se je ponovno pojavilo po vojni, se svobodno organiziralo in politično obračunalo z nacizmom. V Nemčiji, zahodni zavezniki v Nemčiji so preprečili politični obračun z nacizmom. Z nacizmom nismo nikoli politično obračunali. To politično, kar politično obračunaš je, da prvič odstraniš te ljudi iz aparata, da demontiraš inštitucije, ki so jih ustvarjali in da ideološko in teoretsko razložiš in pojasniš, po kakšnih mehanizmih so se te stvari uveljavljene in da na podlagi te analize vzpostaviš sistem, ki dela v drugačni smeri. V ekonomiji ne boš dopustil neomejene ekonomske moči, privatne moči. Boš, kar je pri nacistih, v nacističnem sistemu sem imel in monopole in privatno inicijativo, svobodni trg, tudi vse bilo tam. Skratka, tle iskati alternative, kakšna bo ekonomija, če je pod nacizmom bila taka, kaj bomo mi naredili. Neposredna zahteva je bila demontirati tisto ekonomsko strukturo, ki so jo ohranili. In namesto političnega obračuna z nacisti so uprizorili Nürnberški proces in še tistega so ustavili takoj, ko se je obtožnica razširila na industrialce. Neki so jih še obsodili takrat, ta IG Farben, ne? Ampak potem, ko je prišel McCloy v Ameriko kot novi guverner, jih je vse oprostil, ustanovil NATO in spustil vse industrialce iz zapora. Kaj narediš v državi, kjer recimo 80% prebivalstva je simpatizerjev ali pa skratka za strukturo fašistično simpatizira ali pa so sami tudi storilci, pomagači storilcem in tako naprej. Kako tam politično obračunaš? Kaj misliš zdaj na Mislim z vsakim sistemom dejansko, ja, kjer je tako široka množična podpora velja režimu, da pravzaprav bi denacifikacija pomenila, da vzpostaviš novo diktaturo, ne pa demokracijo. Jaz sem nič proti. Je pa mislim, kar se tiče teh afriških izkušenj zdaj z genocidi in tako naprej, Mahmud Mamdani dela na alternativah Nürnberškemu procesu, kjer išče poti za politično artikulacijo konflikta in s tem za difuzijo problema na političen. Ja. Vse se pravi, to so nisem tisto. Jaz nemam nič proti diktaturi v Nemčiji, takrat teh protifašistov. Izvolite. Ja, Andrej Klemence, moje ime. Moram reči, da imam nekaj malo osebnih izkušenj z nekimi manjšimi industrialci, ki so bili SS-ovci, ker sem na Šverc kot študent, da sem pol lahko se učil nemščino, pa malo kritično teorijo študiral, pred takmu delal v nekem in imam pač izkušnje tega, da tam ni bilo sindikatov, da se je ženske takoj odpustili, naterali v Bosno, kadar so bili viški sile, kadar niso bile potrebne v produkcijskem procesu. Po drugi strani imam pa zdaj tukaj neko vprašanje, kako pa se je kljub temu iz tega ven razvil nek nemški socialdemokratski model delavskega soupravljanja, bom rekel, in to, kar je recimo je bila Nemčija v progresivnem smislu industrijske politike in socialne politike znana v, rečemo temu, druga polovica 60. pa 70. leta. To bi bilo eno vprašanje. Potem imam en komentar. Mi, ki smo se o strukturi fašističnega gospodstva učili pri profesorju Dolarju, mislim, da nismo pozabili na eno ključno razliko med fašizmom in nacizmom. Za nacizem je antisemitizem konstitutiven, ker simbolizira Žida kot boljševika. Druga stvar tudi je, v fašističnih
tipi gospodstva Portugalske, recimo neke take neindustrializirane kmečke, predindustrijske družbe ali pa tudi neke industrializirane Italije, ne, je enostavno fašizem lahko funkcioniral tudi po tistem, ko se je fašistični pozdrav ukinil, ko so fašisti izgubili vojno. Medtem ko se seveda nacizma ni mogoče predstavljati brez vsakodnevnega hajlanja. Tako da mislim, da če bi šli v bolj podrobne analize, distinkcije, potem bi prišli do tega, da obstajajo neki bistveni elementi razlikovanja, ki pa za današnjo razpravo verjetno niso pomembni. Kar me pa najbolj pravzaprav muči, oziroma vprašanje, je pa to, kako je povojna okupacijska ureditev in Nemčije, tako kot se je predstavil, ali je v kakšni povezavi s kasnejšim konstituiranjem Evropske skupnosti za premog in jeklo in kasnejšo nadgradnjo Evropske unije, kot, če sem sledil nekaterim vašim objavam, predvsem v Mladini, kot neke zadeve, ki so jo tudi pomagali na zelo prefregan način konstituirati Američani in katere ujetniki smo danes. Hvala. Zakaj imamo v Nemčiji socialno tržno gospodarstvo, ta socialno-demokratski model? Prvič, tega modela ni več. Bil pa je in bil je po moje po zaslugi ordoliberalcev. Ordoliberalci so bili ti, ki so pomagali upeljati neoliberalizem. Hkrati so formulirali sistem, v kateri je svobodna tržna ekonomija, v kateri ima svobodna tržna ekonomija pomembno socialno komponento. Eucken, ki je glavni, po moje, teoretik ordoliberalizma, ekonomist, pravi, da je merilo, po katerem presojamo uspešnost kakšne ekonomske politike, to, kako se obnese socialno, kakšen je uspeh te politike pri reševanju socialnega vprašanja. Skratka, zagovarja svobodni trg tako naprej, ampak merilo, po katerem se stvari presojajo, je socialna komponenta. In to so upeljali, mislim, to je ostalo od ordoliberalcev v sistemu, tudi potem, ko so jih že v 50 letih počistili. Večina jih je pomrl, tiste, ko so ostali, so pa v glavnem počistili iz sistema. V 80 letih potem dokončno ta ordoliberalizem v Nemčiji izgine in zavlada ta neoliberalističen model avstro-anglo-ameriškega tipa. Eden od simbolnih prelomnic je, ko v Freiburg pride predavati von Hayek leta 60 do 62. Skratka, on tam, kjer je svoj čas predaval Eucken, zdaj pride Hayek. Ordoliberalci Hayeka sploh niso priznali za enega svoj. Skratka, to so rekli, to so paleoliberalci, ki so zakrivili drugo svetovno vojno, s tem, ko so preprečili reformo liberalizma. Skratka, on pride predavati v Freiburg, ki je bil intelektualni center ordoliberalizma in trdi, da sta bila z Euckenom najboljša prijatelja in da sta se vsem strinjala. In nažalost, mrtvi ne argumentirajo. Tako da drugo vprašanje je nacizem in fašizem. Ja, se strinjam, je razlika, te razlike v tej knjigi ne razdelam, mogoče bom še kdaj uspel kaj v tem delati.
Je vprašanje. Zdaj, še vedno pa je vprašanje, kakšen je v nacizmu, kakšna je vloga antisemitizma. Zdaj, če gledate analize ravno teh ljudi, ki so tudi delali med vojno z ameriško obveščevalno službo, zlasti Marcuse, Kirchheimer, Neumann, ti so imeli zelo malo tolerance za takšno interpretacijo, kot bi jo recimo našli pri Dularju. Še nekaj, sem nekaj pozabil. Vedno še kaj ostane. Ja, spomnim. Ja. Glejte, tle bom spet zelo splošen, ker nisem v detajle šel. Evropsko združevanje v vseh svojih oblikah in fazah je bilo del ameriškega oblikovanja nove svetovne ureditve. To je ameriški projekt. In to ostaja projekt, ki omogoča eden od vzvodov za ameriško obvladovanje Evrope. Še kdo? Izvolite. Hvala lepa. Smo se nekaj že naučili, pa še se bomo, ampak ker ste omenjali Morgenthau, eno vprašanje, a ne bi bilo morda nujno govoriti o mladem Morgenthau in starem Morgenthau, tako kot recimo o kakšnih drugih filozofih, ne. Recimo pri Morgenthau je v Sloveniji zelo relevantna njegova knjiga Politika med narodi, ne, katere glavna tema je ameriška izjemnost, American exceptionalism, se pravi politika realnosti, politika realne moči. Dejansko je to Biblija ameriškega imperija, ne. In Morgenthauva ta knjiga kaže v nekoliko drugačni luči, kot je simpatična luč, ki si jo ti obdelal, verjetno gre za Morgenthauva, preden je prevzel od Kennana štafetno palico oblikovanja ameriške politike, ne, ker mogoče tle, nisem še toliko knjige pogledal, mogoče tisto drugo plat tudi obdeluješ, ker dejansko je prišlo do tega strateškega zamika, ki si ga lepo opisal, ampak druga roka te strategije, še pred koncem druge svetovne vojne, je bila Japonska, ne, se pravi, nastopilo je bila globalna strategija oblikovana, obvladovati svet, Evropo preko Nemčije, Azijo pa preko Japonske, ne, to je bila, ne vem, če knjiga to obdeluje, ampak to se mi zdi zanimivo, ne. Toliko mogoče, mislim, da bi lahko govorili o mladem pa starem, ali... Hvala, Blaž. Oprosti, no, mogoče v mislih sem imel še Lippmanna, ki ga tudi v zelo simpatični luči predstavljaš, jaz Lippmanna bolj vidim v povezavi z Bernayssom, ne. V bistvu v izdelavi tehnologij za obvladovanje ameriškega ljudstva, propagandnih in drugih, ne. Verjetno je pa oboje res, no, če bi lahko to mogoče malo pokomentiral. Fajn, hvala. Zdaj, glede Japonske, nimam nič o tem. V oklepajih dvakrat omenim po moje, ne? Ampak to je del oblikovanja svetovne ureditve, je Japonska in deloma so isti ljudje, ki so imeli glavno besedo v Nemčiji, potem imeli veliko besedo tudi na Japonskem. To je bilo treba vključiti za neko celovitejšo analizo. Glede Morgenthaua sta dva, ti govoriš o Hansu. In Hansa ne omenjam, mogoče ga enkrat omenjam v knjigi. V glavnem govorim o Henryju, ki ni nobene zveze med njima. Hans je bil zelo pomemben in to, na kar opozarjaš, je zelo pomemben element in dimenzija, ki je nažalost tudi ni v tej knjigi. Če bi recimo šel v 50. leta, bi bilo treba to na vsak način pritegniti, to analizo. V bistvu
citiram eno knjigo, ki je on uredil, ampak citiram enega drugega iz iste knjige. Henry Morgenthau je pa tudi bil kompleksna osebnost, tako da je smisel, in se strinjam, da je več kot en Henry. Ne? In to, ki ga jaz obravnavam, je Henry, ki je predlagal ta načrt za trdi mir v Nemčiji s pomočjo dezindustrializacije. Ta isti Henry je malo preden je začel delati na tem planu za Nemčijo, vodil pogajanja v Bretton Woodsu in je v bistvu arhitekt mednarodne finančne ureditve, ki še vedno traja z Mednarodno banko, IMF in tako naprej. Skratka, to je ta isti Henry Morgenthau, ki je delal za ameriške interese, čeprav ga je ta nasprotna frakcija v ameriški vladi napadala kot nasprotnika ameriških interesov. V bistvu je za ameriške interese na nek način naredil več kot njegovi nasprotniki s to dolgoročno finančno arhitekturo. Nažalost pa tistega projekta, ki bi lahko prinesel kako pozitivno spremembo, ni uspel izpeljati. Tam so ga podkartali. Še dopolnilno, mogoče bi samo malo dopolnil to, kar je gospa pred mano spraševala okrog denacifikacije, ne? Ampak malo drugače, spet govorimo o mladem Habermasu pa o starem Habermasu. Ne? Habermas v zadnjih letih je postal velik zagovornik več Evrope. Ne? Zdaj pa, kaj ti meniš o enačenju ali vsaj bližnjem sorodstvu fašizma in neoliberalizma? Ne? In ali je neoliberalizem prevladujoča doktrina Evropske unije danes? Ne? In ali več Evropske unije pomeni več fašizma? Odlično vprašanje. Glede Evropske unije in glede odnosa med Evropsko unijo in neoliberalizmom, v tej knjigi pravim, da je Evropska unija v tistih svojih prvih zametkih bila zasnovana po neoliberalnem modelu, v katerem ekonomija deluje kot zakonodajalec. In ta model se potem ponavlja v naslednjih fazah ekonomske organizacije. Tudi recimo v visokih fazah z vpeljavo evra in tako naprej je še vedno ekonomija ta, ki diktira, ki daje zakone. Ni pa še zdaj pa nimamo političnega modela razdeljenega. Skratka, gre za to vero, da se na ekonomiji, na podlagi ekonomije pač rešijo pol vsi politični problemi tudi. Ne? Med neoliberalizmom in fašizmom je po moje zveza od samega začetka. Jaz pač pravim, da je neoliberalizem nastal v 20 letih. Von Mises, eden od utemeljiteljev, podpre fašizem kot rešitelja evropske civilizacije, s tem, ki je nastopil proti nacizmu. Bolševizmu. S tem, ko je nastopil proti bolševizmu. Proti bolševizmu, oprosti, sem gledal, rad postajam utrujen. V knjigi citira enega italijanskega fašizma, enega od članov nacionalne direkcije, ki pravi, da je fašizem neoliberalizem, skratka gibanje, ki je oživilo liberalizem v novih razmerah. Skratka, to gre za zgodovinsko dejstvo, ampak bolj pomembne so te strukturne homologije med dvema gibanjema. Pri obeh gre za to neproblematizacijo oziroma za privilegiranje privatne ekonomske moči. Pri obeh gre za podreditev, brezpogojno podreditev podreditev delavcev
in pri obeh gre za demontažo reprezentacije, gre za demontažo politične reprezentacije. V situaciji, v kateri smo, je postal fašizem po svoje neka produktivna sila za ohranjanje neoliberalističnega gospodstva in mislim, da smo v situaciji, v kateri vsak korak naprej pri ohranjanju te liberalistične, poznoliberalistične, neoliberalistične ureditve je verjetno korak bliže ali pa nasproti fašizaciji družbe. Tomaž, hvala za ta zaključek, hvala za to knjigo in ta pogovor. Vam za napeto poslušanje, dobra vprašanja in še enkrat povabilo tamle zadaj na desni v knjigarni Azil, lahko nocoj, recimo še 15 minut, kupite knjigo s popustom, pri tem pa ne pozabite, da je šla v 2 zvezkih, da ne boste vzeli samo prvega. Hvala.